Beletrina v živo. Drage prijateljice in prijatelji klasične beletrine, lepo pozdravljeni. Takole gre, oziroma naj gre. Sijoči bakreni čajnik, doma spečeni mafini. Z nevsiljivo radodarnostjo gospa Patton naliva mastno smetano v dišeči čaj. Tudi takšne slike so v teh novelah, ki jih je tenkočutno prevedla Jana Vnuk, z dragocenimi opombami je opremila svoj prevod in te opombe osvetljujejo zgodovinsko ozadje. Drage bralke, dragi bralci, po 150 letih od nastanka so pred nami slike iz duhovniškega življenja, leposlovno delo, morda celo najpomembnejše, to bomo izvedeli, George Eliot. Z mano pa avtorica spremne besede, zelo vesela sem, da je tako. Pogovarjala se bom s Tino Mahkota, komparativistko, anglistko, publicistko, prevajalko iz angleščine. Tina, pozdravljena. Dober dan. Dober dan. Najprej bi se želela s tabo pogovoriti o pisateljici. Kdo je bila George Eliot? Bojda je živela precej zanimivo življenje za 19. stoletje. Kako si je lahko to privoščila? Ja. Torej, res je, s to knjigo in z odlomkom, ki si ga prevedla, smo pa se zdaj znašli res v 19. stoletju, natančneje v viktorijanski Angliji, se pravi v stoletju, ki ga je praktično na filozofski, svetovnonazorski, estetski in še kaki drugi ravni dejansko oblikovalo zgodnji kapitalizem, industrializacija, urbanizacija in seveda vladavina kraljice Viktorije in njenega ljubljenega moža Alberta. Oba sta bila velika oboževalca, prav še posebej slik iz duhovniškega življenja. Torej, George Eliot velja za pač eno srednjih avtoric ali avtorjev, saj spola na začetku svoje pisateljske kariere ni hotela, ni želela razkriti. Vodilnih avtorjev angleškega realizma, temu, čemu rečemo viktorijanski roman. Ta knjiga je posebna v tem, da je seveda njeno prvo objavljeno prozno delo in da gre za zelo tesno povezane in sprejete tri kar dolge novele. Imela v načrtu še četrto, z naslovom Adam Bede. No, tukaj imamo tri duhovnike anglikanske, en je Amos Barton, gospod Gilfil in Edmund Tyrone. Četrti se je pa znašel potem kar v svojem romanu in je išel pozneje. Res je. Torej, kot sem povedala, je to njeno prvo delo, ne smemo pa si predstavljati, da je to nastalo pri kakih njenih 20 letih, ne, niti malo ne. Je bila že kar proti 40. letu, ko je izšla ta knjiga. Najprej, kot je bilo v navadi v viktorijanski Angliji, zaporedoma so izšle zgodbe v literarni reviji, zelo znani, ki je izhajala v Edinburgu, potem pa tudi v knjižni pač obliki. Ja. Tina, če te lahko vendarle še malce povezam vate v zvezi z njo samo, kakšen lik je bila? Bojda je živela zelo nekonvencionalno življenje, celo za dan danes. Osupljiva, intelektualno, neverjetno potentna, močna osebnost, tudi umetniško seveda. Nekateri njeni sodobniki, ki so opisovali kar zadeva njeno zunanjost, ne najbolj laskavimi pridevniki, pa so se predvsem osredotočali na ta njen oster, pronicljiv Eden od njenih zgodnjih častilcev je celo rekel, da je bila morbidno intelektualna in da si ne bi želel pač biti v zakonu z njo. Čeprav je bila v zakonu, pa potem še v enem. Imela je veliko srečo pravzaprav, da je bila deležna izredno dobre izobrazbe že kot deklica, no, rojena je bila 1819 na podeželju. To je seveda pomembno za vse njeno pisanje v srednji Angliji, torej Midlands, podeželski predeli. Potem je pa okrog 16. 17. leta se pa potem preselila v Coventry, kar je bilo zelo pomembno za njen intelektualni in umetniški razvoj. Obiskovala je te šole, kjer je internatske dekliške šole, kjer je pač prišla v stik s tujimi jeziki, z umetnostjo, z glasbo, s filozofijo in potem se izobraževala še sama, nato se je vrnila k očetu
v tistem obdobju najstniškem je bila izredno goreča, že mejoč na puritanstvo, pobožnjakarica, zelo, zelo globoko religiozna. Potem pa je doživela precejšen obrat v svojem naziranju in pogledih in je očetu znanila, da ne bo več hodila z njim v cerkev in s tem pač povzročila strašno ogorčenje in nekakšen prelom z očetom. Potem pa je prišla v okolje svobodomiselnih, intelektualnih, pišočih, razmišljujočih, filozofsko usmerjenih parov, prijateljev, moških tudi, in je potem dejansko začela najprej s prevajanjem iz nemščine, nekih filozofskih besedil, zelo pomembnih. Potem pa je življenjsko pot prekrižal mož, po katerem je menda si tudi nadela ta svoj psevdonim George. Ena od teh lepih teorij, zakaj si je to izbrala, je tudi to, da je bil to v bistvu poklon njenemu življenjskemu sopotniku, Georgeu Henryju Lewisu, s katerim je potem preživela v nekonvencionalnem, se pravi neformalnem zakonu več kot 20 let. On jo je zelo, zelo spodbujal, izredno jo je spodbujal, najprej k prevajanju, potovala sta po Nemčiji, nekaj let živela tudi v Berlinu, se vrnila v Anglijo in jo je potem dejansko on spodbudil, da te knjige začne vendar objavljati, pisati, in je to tudi storila. Nista se pa mogla poročiti, ker on je bil vezan v precej nesrečnem zakonu, ampak nekako dogovorno je žena njegova z njegovim prijateljem pač se zvezala, rodila tudi njemu, mislim, da 3 otroke, ki jih je Lewis priznal in je bil s tem seveda pač izhod iz te zakonske zveze nemogoč. Ampak George Eliot, oziroma pozabila sem povedati njeno pravo ime, rojstno ime, Mary Ann Evans, je potem se odločila, da pač bo kljubovala vsej tej pač konvenciji viktorijanski in pač nasploh neki spodobnosti, in je pač do konca, do njegove smrti živela z njim, ustvarjala. Postala sta zelo ugleden par na tej, recimo tem prizorišču intelektualnem, londonskem. Bila je v času življenja izjemno priljubljena in izredno dobro plačana pisateljica. Živela je torej od svojega peresa. Potem je ta njen ljubljeni George Henry Lewis umrl, nedolgo zatem pa potem še ona. Je pa znova povzročila za škandaliranje, zato ker se je pa potem dejansko pa poročila in še 3. priimek nekako sprejela z njunim mladostnim prijateljem, ki je bil 20 let mlajši od nje. Ampak ta zakon je trajal zelo malo, ker je potem ona hudo zbolela in je nekaj mesecev po poroki umrla in je pokopana v Londonu, zraven tik ob grobu Georgea Henryja Lewisa, se pravi njenega dejansko moža. Umrla je 1880. Tina, je kar drama, bilo to njeno življenje in ti preobrati, ampak na nek resen, kot praviš, način, tak sprejemljiv celo za tisto okolje na nek način, kot reč, to ne bi šlo, ne bi bilo najverjetneje. A je bil kakšen film posnet o tem? To je pa res lepo vprašanje, namreč prav po drugi noveli v tej knjigi, ljubezenski zgodbi gospoda Gilfila, je bil posnet, ne boš verjela, leta 1920 nemi film s precej velikimi spremembami, dosti bolj nekako gotsko, romantično. Tukaj v noveli se izkaže, da ta Tina, junakinja, da tega svojega zapeljivca, da ga ni ubila, da je pač samo tam našel nož ob njegovem truplu. No, v tem filmu iz leta 1920 ga je bilo, mislim, da je šel precej bolj v neko tako gotsko romanco. Sicer pa so seveda po delih George Eliot posneli ogromno televizijskih serij, še posebej po romanu, ki verjetno velja za njeno najboljše delo, po izredno obsežnem romanu Middlemarch. Middlemarch je izmišljeno mesto, model je pa to mesto, ki sem ga že prej omenjala, Coventry. In v tem pač široki freski z res epsko širino in z potrpežljivostjo za bralca na več kot 1000 straneh, res prikaže ta makro in mikrokozmos družbe, v kateri je živela.
S kakšnimi konkretnimi težavami tega nekega provincionalnega sveta se ukvarjajo trije duhovniki? Ja, ti duhovniki, morda je treba res posebej omeniti to, da gre za anglikanske duhovnike, se pravi, niso poročeni samo s cerkvijo, ampak živijo življenja v zakonu ali pa si tega želijo. Eden ima 6 otrok, se pravi, oni so nekako v tej provincialni, podeželski skupnosti povezovalci snovnega, spiritualnega, duhovnega, verujočega sveta in seveda stvarnosti, kakršno je pisateljica pač doživljala v svojem času. Druga zgodba je postavljena celo precej nekaj desetletij pred njenim časom. Se dogaja najprej celo v času francoske revolucije, ki tudi nekako jo omenjajo v zgodbi. Ostale 3 so pa nekako čas njene mladosti. Še posebej se je pa v mladost svojo pa vračala v romanu Mlin na reki Floss, potem je tudi bil film, ne vem, če ne samo en, morda celo 2 v različnih obdobjih. Tisto je verjetno najbolj avtobiografsko. Če tudi tukaj, prav spodbujajo je George Henry Lewis, nekaj napiše o svojim spominih, o svojem odraščanju, ampak tu bi težko nekaj videla, neko prav zgodbo njene družine. Medtem ko v Mlin na reki Floss, to je mimogrede tudi roman George Eliot, ki smo ga prvega dobili v slovenskem prevodu že leta 1961 v zbirki 100 romanov. In tam pač je ta lik tega dekleta Maggie Margaret in brata in najbolj nekako avtobiografsko. Sicer pa kaj še je tukaj, zdaj ti duhovniki živijo v skupnosti, ki je prepredena z vsemi mogočimi čustvi, nevočljivostjo, hinavščino, občutljivi so do družbene, tako kot je bila tudi pisateljica, in kar je v vseh viktorijanskih romanih, spomnimo se samo recimo pri Charlesu Dickensu, otroško delo, revščina, podobne stvari. Občutljivi so na te stvari, ki jih doživljajo v svoji skupnosti, pa predvsem je pa to zelo burno obdobje bilo znotraj anglikanske cerkve, različnih reformnih gibanj, ogromno nekih pozivov k vračanju k nekemu osnovnemu krščanstvu, kako naj se zdaj ta pobožnost izraža, kaj zdaj nas bo odrešilo, dobra dela ali pobožnost. Skratka, prepredeno je s temi različnimi strujami znotraj anglikanske cerkve, tekmujočimi tudi med seboj. No in tukaj bi res omenila, da je res kolegica Jana Vnuk res veliko dela opravila, ker je tega res zelo veliko. Je bilo treba preštudirati, to realnost. Bi rekla, da nekako ni lahek vstop v te 3 novele. Ne zabravko. Ja, zelo, res. Ampak je pa privlačno. Privlačno je, seveda, je pač, mislim, tudi vendarle, tukaj ni zdaj samo neko opisovanje, neke zunanje pojavnosti. Gre za zelo, zelo tankočutno izrisane psihološke profile teh likov. Tudi nekaj tragike, ki pokaže neko človeško žalost. Absolutno. In predvsem ta nek humanizem, ki ni potrebno, da ga najdemo ali najdejo ali odrešitev, tukaj liki v neki ustoličeni pobožnosti, v neki hierarhični strukturi, kot jo pač cerkev narekuje, ampak gre za dejansko iskanje tega etičnega, sočutnega v nekem tem človeškem sobivanju, bratstvu, sestrstvu, empatiji, se pravi, ni nekega obsojajočega, pa so tukaj recimo ljudje, junaki, ki so pred nami, ki so recimo precej grešni v tem pač običajnem pogledu. Zelo zanimivo, recimo v zadnji, v 3. zgodbi, ki ima naslov Janetino kesanje, je to en prvih dejansko v literaturi opisov družinskega nasilja, dejansko fizičnega in psihičnega izživljanja moškega nad svojo ženo in tudi alkoholizem. Sicer zelo zabrisano pri ženski, kar je še huje, ker pač neko splošno obsojanje je še hujše, žensk. No, ta Janet potem seveda gre skozi eno svojo pač veliko, recimo, očiščenje in nekako potem konča
v dobrih delih in v razdajanju za druge. Ja, v tem, k čemur se je stremelo, ne, Ja, takrat. ampak dejansko ne bi po mojem smelo bralce malo odvrniti tale naslov, duhovniško življenje. Ja, ne, to si kar misliš, da zdaj pa bo zelo povezano z duhovništvom. Tu je pač seveda Vse te pa mogoče vpeto v malo družbo. problema, težavno pač pri prenosu tega pomena, ker v angleščini so to clerical, se pravi kleriki, medtem ko pač seveda v slovenščini je beseda duhovnik pač zasedena z tem, kar mi pač kulturno in zgodovinsko doživljamo, kot cerkveno hierarhijo, se pravi z rimsko-katoliško cerkev. Tukaj pa se pravi, poročeni so. Niso resnično del te družbe, Zelo lepo je se odločila prevajalka tudi za naslov, za slike. Pač v angleščini so scenes, prvo, kar nam pride na misel, verjetno bilo prizori. Se mi zdi pa zelo lepo, ta ospelje na te slike, ker gre za dejansko nek svet, ki je oddaljen. In tudi vstop se mi zdi bralčev, ne odložite knjige po prvih 10 straneh, ker začenja zelo preudarno, zelo počasi. Ti, ki so potem pač osrednji liki, v vsaki noveli nastopijo kar malo drugem, tretjem celo poglavju. Najprej imamo neko brbotanje, vrvenje, kot v nekem čebelnjaku, nekih teh ljudi, kar težko, se mi zdi, malo slediš najprej, kdo so zdaj ta gospa, ona gospa. Pa tudi stvari niso predvidljive, potem se resnično prepletajo in pridejo na površje. In tudi jezik je zanimiv, zelo domiselno preveden. Odlično preveden. Res moram reči, ta angleščina, pač izhodiščni izvirni jezik je res zelo, zelo zahtevna. Zato res terja res izvrstnega, izkušenega, pogumnega prevajalca, prevajalko Jano, posejano z opisi zelo, zelo natančnih nekih opravil, nekih teh kmečkih, podeželskih šek in navad. Nazadnje oprav, seveda, in še to, da je Eliot veliko dialogov napisala tako, kot si je ona to zamišljala, tudi odstopajoč od norme zapisanega jezika, midlandskem, srednjeangleškem narečju. To je pa res težko potem poustvariti, ker res ne vemo, kako so dejansko zdaj ti ljudje takrat govorili, kako je pisateljica to ujela, pač že ona, in kaj zdaj naredi prevajalec, kako zdaj se s tem spopasti. Zelo zahtevna, res. Tako da si bila zadovoljna. Pa še to bi omenila, ker tukaj seveda gre pač za viktorijanski, torej ne roman, ampak viktorijansko prozo, in ena od teh značilnosti seveda viktorijanskega realističnega pisanja je ta vsevedni pripovedovalec, narator, ki tukaj tudi, to si hotela povedati nekaj. Jaz sem povedati, da Eliot, kot naratorka tudi nas nagovarja bralce. To mi je bilo zelo zabavno. Ima bralca za svojega zaveznika, nagovarja ga vabi k sebi v zgodbo. In recimo bilo mi je zabavno, ko je večkrat rekla, tudi jaz in ti, bralec, imava kakšno slabost. Tu je zelo lepo, ker ni tega nekega vzvišenega, nekega moralizma. Ona ljudi poskuša razumeti. Ravno tem je ta nek humanizem, sekularni ali religiozni, lahko rečemo povezano oboje. Imamo pač na eni strani predvsem to osredotočenost na človeka, ta je v središču z vsem, kar pač ima razum, ustvarjalnost, pa predvsem to obrnenost v skupnost, v sočutje, v sočutnost, v razumevanje drugega. Tako da iz tega, iz teh prijaznih nekih stavkov, ki pa so seveda tudi konvencija včasih, no pa poglejmo, ali to bomo povedali pozneje. Me je pa izredno zanimalo, preden sem dobila Janin prevod potem, ker sem pač to pisala, ta kratek uvod oziroma spremno besedo, kako se bo odločila, katerega spola bo zdaj ta pripovedovalec, ker mi danes vemo, da je George Eliot. Da je pa George Eliot, da je pač pisateljica. No, saj to se je razkrilo še dokaj kmalu, v bistvu so kar malo sumili, še posebej Dickens,
je sicer prvič njej pisal Dragi gospod, zelo všeč je Ja, bilo vaše pohvalil je, ne, pisanje. to njeno delo, Potem je ja. pa že pri Adam Beat je v bistvu se potem nekako ona razkrila, ni pa želela pač opustiti tega, ne. Ampak ja, se mi zdi pač odlično, ne, to seveda zdaj v angleščini, a ne, kjer pač nimate v končnicah, ni zdaj izraženo pač spola, a ne, je dvoumno lahko, a ne, kakorkoli, ne. Tukaj je morala prevajalka seveda se odločiti, a ne, in mislim, da je to zelo dobro naredila, ker je pač ta naratorjev glas, pripovedovalčev glas je pač kot moški, ali pa lahko rečemo tudi občno, a ne, ta oseba, ki pač govori. In ja, a ne, še dodatno mogoče malo to zastre, a ne, s kom imamo dejansko opraviti. A ne, Ja, imamo opraviti kar z velikim ja, in to delom, res veliko pisateljico, ne, ki je dejansko, no, sej v viktorijanski Angliji, se pravi v tem obdobju, je več žensk bilo izjemnih pisateljic, a ne, tudi sestre Bronte, recimo, so bile malo mlajše, a ne, ja. No, Jane seveda, Eyre. tako plus Elizabeth Gaskell in ne, je pač pisanje ni bilo samo v domeni moških, ampak ja, George Eliot je pa dejansko si utrla, ne, to svojo pot zelo uspešno in ostaja, ne, seveda. Zdaj v slovenščini imamo zdaj že 4 njena dela prevedena. To je sicer najstarejše po nastanku, prvo delo, njen prvenec, in smo ga pač zdaj dobili in smo veseli. Smo veseli in veliko delo vredno branja, vredno povabila k branju, a ne, Tina? Ja, res zapelje v pač nek svet, drugačen, kjer pa so se malo seveda spočijemo tega svojega pa sveta, velike spremembe, ne, so se dejansko dogajale tudi v filozofiji, Darwin, evolucija, urbanizacija, nastanek srednjega razreda, ne, vse to, a ne, je v tem romanu. Politike nekako ni, a ne, v Middlemarch, tam je veliko več politike in še v Felix Holt, še v drugem njenem romanu. Skratka, ja, lepo, všeč mi je, da je pred nami George Eliot. Tina, najlepša hvala, wow, super, govoriš in pripoveduješ o tem res zanimivem obdobju, 19. stoletje, viktorijanska proza. No, pred vami in z nami pa slike iz duhovniškega življenja. Hvala lepa Tini in najino povabilo k branju. In seveda povabilo Beletrine velja. Izvolite. Beletrina, v živo.